dočakat dan, da kuder sonce hodi, prepiri sveta popregnan, da roja prost povsak, ne vrag le sosed omejak, da rojak prost povsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni gostje, dobrodošli v Litiji. Dobrodošli na osrednji prireditvi ob prazniku občine Litija 16. juniju in dnevu državnosti, ki ga obeležujemo 25. junija. Dovolite mi, da še posebej v naši družbi pozdravim ministra za javno upravo, gospoda Franca Propsa. Ministra za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinka Logaja. Vse prejemnike priznanj, ki jih boste spoznali skozi današnji večer. Z nami so župan občine Litija, gospod Franci Rokavec, podžupanja Lijana Lovše ter podžupan Boris Doblekar. Rad bi pozdravil tudi državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, gospoda Denisa Kordiša. Iz sosednjih občin pa so z nami župan občine Hrastnik Marko Funkel, župan občine Šmartno pri Litiji Blaž Izlakar ter podžupan Darko Vidic, iz Trebnja županja Mateja Povhejn podžupan Blaž Ovnik, občino Trbovlje danes predstavljata podžupanja Vesna Jesih in občinska svetnica. Iz Radec so z nami župan Tomaž Režun in podžupan Janez Prešiček. Z občine Zagorje ob Savi župan Matjaž Švagan. Potem je z nami tudi predstavnica občine Šentrupert Marjana Podlesnik. Posebej pozdravljam pa še direktorja občinske uprave Litija, gospoda Ivana Matijeviča, ter seveda direktorje in predstavnike javnih zavodov iz občine in podjetij. Litija je mesto z bogato zgodovino, prvič omenjena leta 1145, ko je oglejski patriarh podaril stiškemu samostanu nekaj kmetij v okolici Litije. Naša občina je znana po rudarski dejavnosti, ki se je začela že v železni dobi in se nadaljevala vse do 60. let 20. stoletja, ko je bil opuščen rudnik Sitarjevec, ki je danes turistična točka in v omejenem obsegu odprt za obiskovalce. Litija je bila skozi stoletja pomembno trgovsko in sejmarsko središče, kjer so se razvijale številne obrti in dejavnosti. In kot sem dejal, z današnjim srečanjem obeležujemo tudi dan državnosti, ki ga praznujemo 25. junija. Ta dan obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna država. Ta praznik nas spominja na enotnost in odločnost, ki sta nas vodili do osamosvojitve. Naj bo današnji dan torej priložnost za ponos na našo zgodovino in dosežke ter za pogled v prihodnost, polno novih izzivov in priložnosti. Za začetek pa si vsi skupaj oglejmo kratek film o Litiji.
Litija že stoletja sobiva z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo, ob kateri se je najprej razvil trg, nato pa se je postopno tudi mesto. To je dobilo še dodaten zagon z razvojem južne železnice leta 1849, ko se je pričela nova doba. Mesto je pomemben pečat pustilo rudno bogastvo Sitarjevca. Eden mineralno najbogatejših rudnikov v Sloveniji je danes ponovno odprt, tokrat za obiskovalce, ki lahko izkusijo izjemno doživetje tehnične dediščine. Litija se nahaja tudi na geometričnem središču naše države, Geosu. Občina obsega več kot 220 kvadratnih kilometrov in združuje skoraj 16 tisoč prebivalcev, ki živijo v 107 naseljih, združenih v 12 krajevnih in eno mestno skupnost. Največja po površini je krajevna skupnost Dole z dolgo zgodovino oglarjenja. V stiku z naravo vztraja tudi edino smučišče v osrednjem delu Slovenije. Gabrovka živi s tradicijo, že skoraj 40 let po njenem območju poteka popotovanje od Litije do Čateža. Vinorodna pokrajina ponuja potencial za zidaniški turizem in ohranja ljudske običaje preko domačih društev. Polšnik slovi po kulturnih in športnih dogodkih, kot je pohod od cerkvice do cerkvice in številne kulturne in družabne prireditve. V bližnji Konjšici pa vsako leto poteka koncert v spomin na dirigenta Carlosa Kleiberja. Znameniti leseni most iz leta 1935 povezuje krajevni skupnosti Sava in Spodnji Log. Še posebej v težkih trenutkih, kot so bile zadnje poplave, prebivalci stopijo skupaj, si pomagajo, gradijo skupni prostor in krepijo duh sodelovanja. Najmanjša krajevna skupnost Breg Tenetiše slovi po zbirki savskih prodnikov in dogodku Dan jagod in špargljev. Na poti proti severu občine Litija nas pozdravi krajevna skupnost Vače, kjer se nahaja geometrično središče Slovenije, simbolno in dejansko stičišče naše države. Vače so kraj z izjemno bogato preteklostjo, o čemer priča najdba znamenite vaške situle iz 5. stoletja pred našim štetjem, odkrita konec 19. stoletja. Ta izjemen arheološki predmet danes predstavlja enega najpomembnejših spomenikov železnodobne kulture na Slovenskem. Obiskovalci lahko uživajo tudi v naravi, med krošnjami dreves se razprostira Pustolovski park, ki ponuja adrenalinska doživetja za vse generacije. Hotič odpira vrata novemu vzgojno-izobraževalnemu središču, prostoru znanja in povezovanja. Na številnih prireditvah je nepogrešljiva konjenica jesenje Geos. V Ribčah delujejo številni rokodelci in krajani so ponosni na objekt za medgeneracijsko druženje, prostor, kjer tradicija povezuje domačine z obiskovalci. Kresnice so vedno bolj razvijajoče se naselje, ki ga občina celostno infrastrukturno ureja za boljšo kakovost bivanja in trajnostni razvoj skupnosti. Brzice pod mostom so priljubljena vstopna točka za kajakaše in raftarje, ki iščejo doživetje adrenalina v objemu narave. Jevnica navdušuje z značilnim visečim mostom, ki se pred vstopom v samo naselje navezuje na sodobno urejen športni park, predvsem pa se ponaša z bogatim društvenim življenjem. Polovica prebivalcev občine živi na območju mestne skupnosti Litija. Tu domujeta 2 osnovni šoli, glasbena šola, gimnazija in vrtec. Predilnica Litija je del litijske identitete, zgodba o delu, vztrajnosti in povezanosti. Že desetletja je simbol gospodarskega utripa mesta. Ulice oživijo ob pustnih in poletnih prireditvah, decembra pa mesto zažari v praznični čarobnosti. Litija ima bogato čebelarsko tradicijo, je polna kolesarskih poti in pohodniških izzivov, ki vam bodo pognali kri po žilah. Dobrodošli v srcu Slovenije. To je
je bil kratek sprehod po občini Litija, ampak s tem še niste naredili domače naloge. Kdor si je še ni v živo ogledal, seveda vabljen v enem od prihodnjih poletnih dni. Letos pravzaprav, no ne samo danes, predvsem letos se mi zdi, da je kar leto nekih okroglih obletnic. Očitno tisto, kar se je začelo s petko, kar dobro živi in ima dolgo leto obstoja. Sedaj bi vam rad predstavil tudi enega od tistih, ki bo malo kasneje tudi prejel priznanje, pevsko društvo Lipa Litija, ki je drugo najstarejše pevsko društvo v Litiji, v Sloveniji pravzaprav, ustanovljeno pa že leta 1885. Letos praznujejo 140 let. V preteklosti so društva in njihovi člani igrali ključno vlogo v kulturnem in družbenem napredku slovenskih krajev. Pevsko društvo Lipa Litija je skozi zgodovino ohranjalo slovensko narodno in umetno pesem ter krepilo narodno zavest in jezik, ne glede na zgodovinske okoliščine. Peter Jereb, skladatelj in dolgoletni pevovodja, je s svojim delom pustil neizbrisen pečat. Zbor je povzdignil na visoko strokovno raven in obogatil zakladnico slovenske umetne pesmi. Njegov prispevek je v Litiji ustvaril bogato glasbeno dejavnost, ki je prisotna še danes. Danes pevsko društvo Lipa Litija sestavljata ženska vokalna skupina Lipa, ki jo vodi Erik Schmidt, ter moška vokalna skupina Lipa, ki jo vodi Žiga Tori. Ob visoki obletnici in na povabilo organizatorja današnje slavnostne prireditve so se združili in pozdravimo jih skupaj na našem odru. Temu bi lahko rekli tudi pozdrav iz središča Slovenije, tja gor na Triglav, kjer se vidi čisto vse. Zdaj pa je čas še za nekaj pozdravnih in slavnostnih besed. Najprej bi na oder povabil župana občine Litija, gospoda Francija Rokavca.
Lep dober večer, spoštovane gospe in gospodje, lep pozdrav, spoštovane občanke in občani. Prav prisrčen pozdrav obema ministroma, doktorju Vinku Logaju, ministru za vzgojo in izobraževanje, in Francu Propsu, ministru za javno upravo, državnemu sekretarju gospodu Denisu Kordešu, župani in pa županom, podžupanjam in pa podžupanom in vsem spoštovanim gostom en lep prisrčen dober večer. Tu v Litiji, v srcu Slovenije. Tako radi rečemo, zato ker smo ponosni na to, da smo prav pred 44 leti dobili težiščno točko Geos, ki simbolizira težišče naše države Slovenije. Predvsem smo pa ponosni na sporočilo, ki ga je prinesel projekt Geos. Sporočilo povezovanja, sodelovanja, tako znotraj lokalne skupnosti, povezovanja izven nje in pa seveda sporočila tako za našo državo Slovenijo in skratka za vse narode tega sveta. Zagotovo smo hvaležni takratnemu županu in sedanjemu častnemu občanu Jožetu Drnovšku za ta daljnosežni vizionarski korak in pa seveda takratni geodetski stroki. To nas na nek način navdihuje in seveda usmerja pri našem delu. In ko pogledamo leto nazaj, takrat je bila zagotovo glavna beseda poplavna obnova. Tudi danes je še vedno tako. Pa kljub vsemu lahko s ponosom rečemo, da zaključujemo enega izmed ključnih popoplavnih projektov rekonstrukcije lokalne ceste Litija-Sava za protipoplavno zaščito naselij, da smo v teku začetka sanacije in pa protipoplavne zaščite v Kresnicah in da imamo že skoraj nared protipoplavno zaščito Litije in pa tudi Jevnice. Smo tik pred odprtjem prenovljene nove železniške postaje za sodobnim park and ride parkiriščem. Smo pred začetka izvajanja izgradnje novega satelitsko-urgentnega centra skupaj z sosednjo občino Šmartno pri Litiji. V Kresnicah gradimo sodobno gospodarsko infrastrukturo z poudarkom na izgradnji kanalizacije in pa čistilne naprave in smo v tem letu zaključili 4 vodovodne sisteme, Dole, Polšnik Mamol, Leše in pa Sava in jih seveda predali v upravljanje javnemu stanovanjskemu komunalnemu podjetju. Tudi bogatejši smo za dobrih 10 kilometrov novih opremljenih moderniziranih lokalnih cest in javnih poti v občini, ponosni na obnovljen Plečnikov spomenik, hkrati pa že izvajamo obnovo športne dvorane v Litiji, kjer smo pred začetkom modernizacije in urejanja športnega parka v Praproščah z vizijo in idejo po stičišču novega tudi modernega centra za zaščito in reševanje. Na Dolah smo bili upogumljeni za vizionarstvom gasilcev in gasilski dom že dobiva tisto svojo končno podobo, ki pa jo bo spojil z skupnim vzgojno-izobraževalnim objektom. V Hotiču so malčki, petošolci, že zapolnili šolske prostore, Cicibani pa seveda v vrtcu Taček veselo igrajo v novih prostorih in pa samih igralnicah. Imamo smele načrte za programe kohezijske politike v tej finančni perspektivi, tako izgradnjo viseče brvi v Litiji, širitev vodovoda Litija-Šmartno in pa nadgradnja in povezovanje kanalizacije Litija. Predvsem pa si želimo, da bi tako pestro in uspešno delo, ki ga izvajajo naši javni zavodi,
osnovne šole, gimnazija, glasbena šola, knjižnica, ZKMŠ, izvajali to dejavnost naprej, predvsem s poudarkom na sožitju, povezovanju in sodelovanju. To vnemo izvajajo tudi krajevne skupnosti in mestna skupnost. Tako imamo željo po ustanovitvi še nove krajevne skupnosti. In seveda naša društva, tisti biser razvoja lokalne identitete, tako na kulturnem, športnem, socialnem, preventivnem področju zaščite, reševanja na področju gasilstva, humanitarnih dejavnostih, razvoju podeželja. Ta dejavnost je res izjemno bogata in pestra. Tako smo lahko v zadnjem obdobju bili priča spet novi lovoriki, ki so jo prinesli naši Nikolajevci iz Nizozemske. Letos smo bili priča pridobitvi Laskovega naslova prostovoljca leta zasavske regije naših sopotnikov. In vso to energijo smo znali stkati skupaj tudi ob zadnji etapi letošnje kolesarske dirke po Sloveniji za štartom v Litiji, kjer če stopimo skupaj, zmoremo več. To želimo nadaljevati tudi v prihodnje in pa povezovati naše občanke in občane, širiti to vizijo srca Slovenije, tako ob našem občinskem prazniku, kakor tudi naslednjih 365 dni. Želim vam lepo praznovanje našega praznika občine, mimogrede, naš praznik letos je dosegel polnoletnost in seveda praznovanje naše državnosti, ki sledi v prihodnjih dneh. Srečno, Litija! Hvala lepa županu občine Litija. Ja, polnoletnost, tako da lahko rečem, da bom sedajle zelo kratkem na oder povabil 18. slavnostnega govornika, ko se gre obeleževanje občinskega praznika. In prav s to polnoletnostjo smo še posebej veseli, da je današnji slavnostni govornik nekdo, ki prihaja iz naših logov. Vsi skupaj, prosim, lepo pozdravimo ministra za vzgojo in izobraževanje v Vladi Republike Slovenije, dr. Vinka Logaja. Spoštovani gospod župan, spoštovani prejemniki priznanj, cenjeni gostje in ostali prisotni, lepo pozdravljeni. Ko se ozremo v našo polpreteklo zgodovino, v leto 1981, v našo nekdanjo državo Jugoslavijo, ko so se takratni snovalci geometričnega središča Slovenije odločali za projekt GEOS in določili težiščno točko države, nihče ni imel v mislih nadaljnjega razvoja jugoslovanske in kasneje slovenske zgodovine in z njo povezanih dogodkov. Zamisel vsebinsko bogatega projekta je nosila velik pečat domoljubja in zavedanja pomena obstoja slovenske države in slovenskega naroda. Lahko bi kdo tudi rekel, da se sliši preroško, ker so bili v pomnik že takrat vklesani verzi Prešernove Zdravljice, današnje himne. Ko se ozremo po prostoru GEOS-a, se sprehodimo skozi obdobje osamosvajanja današnje Republike Slovenije in lahko tudi s ponosom povemo, da v občini Litija stoji edino določeno geometrijsko središče v Evropi, ki je tudi pravno ustanovljeno in pravno uveljavljeno. Z vsebino pa daje pečat tudi 25. juniju 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Takrat je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Zato ima 16. junij, občinski praznik, ki ga je občina Litija leta 2008 razglasila kot datum,
ko je bilo določeno geometrično središče Slovenije, poseben pomen tudi za širši družbeni, kulturni in politični prostor. Prepričan sem, da živimo v državi in občini, ki omogoča zdrav razvoj in lepo življenje slehernega posameznika. Občino Litija in njen razvoj zaznamujejo številne pridobitve na infrastrukturnem in gospodarskem področju. Vsekakor pa je izrednega pomena tudi udejstvovanje posameznikov v številnih društvih na športnem, kulturnem, turističnem in umetniškem področju, ter po tradiciji na področju zaščite in reševanja, kjer je v ospredju zagotovo gasilska dejavnost. Ne gre pozabiti tudi na delovanje javnih zavodov na področju izobraževanja, na področju kulture, na področju zdravstva in tako dalje. Kljub izzivom, ki nas čakajo, pogosto pozabljamo na standard javnih storitev, od vrtcev do šol in zdravstva. Preziramo standard, ki smo ga deležni, premalo izpostavljamo in poudarjamo vrednote, ki nam omogočajo živeti v skupnosti. Kljub temu, da je danes prisoten izraziti individualizem, pa drug brez drugega ne moremo živeti. Priznanja občine Litija, ki bodo danes podeljena, naj bodo v ponos vsem prejemnikom za delo, udejstvovanje in aktivnosti, ki ste jih v preteklosti nesebično upravljali. Iskrene čestitke in hvala. Spoštovani, dogajanja zadnjega obdobja, ki ga pretresajo novice iz Gaze, Ukrajine, Irana, sejajo negotovost po celem svetu. Zato je še toliko bolj potrebna enotnost in solidarnost, tako znotraj države, kot tudi znotraj vsake lokalne skupnosti. Zavedanje o pomenu miru in zavedanje o tem, kaj lahko povzročijo različna žarišča v svetu, naj vodi v sodelovanje, večjo strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštljivo besedo in pozitivne misli. Samostojnost in neodvisnost Slovenije je v veliki meri odvisna od nas samih, od naše povezanosti in od prispevka slehernega posameznika. Ne pesimizem, ne kritiziranje. Optimizem, realen pogled na stvarnost in aktivno življenje v skupnosti vodita v zadovoljstvo, ki je pogoj za dobro življenje. Vsem prejemnikom priznanj še enkrat čestitke ob 18. občinskem prazniku in bližnjem prazniku Dnevu državnosti. Še posebno pa še enkrat izrekam zahvalo za prispevek vsem današnjim prejemnikom priznanj. Hvala lepa. Od svih ga vidi razbor.
Hvala pevskemu društvu Lipa, ki ga še slišimo tale večer. Je pa sedaj prišel čas, da spoznamo tudi letošnje dobitnike priznanj. Jerebova priznanja so priznanja, ki jih občina Litija podeljuje za dosežke na področju kulture. Priznanja so poimenovana po Petru Jerebu, skladatelju in dolgoletnemu pevovodji pevskega društva Lipa Litija. Priznanja se podeljujejo posameznikom, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine Litija. Priznanja bosta prejemnikom izročila župan in podžupanja, gospod Franci Rokavec in gospa Lijana Lovše, ki jo že vabim na oder. Na oder pa sedajle povabim tudi vse 4 dobitnike zlatih Jerebovih priznanj za letošnje leto. To so Anže Kristan, Marjana Kolar, Eugen Malis in Natalija Šuštar. Anže Kristan prejme zlato Jerebovo priznanje za 32 let delovanja na področju ljubiteljske kulture v občini Litija. Je glasbenik, tolkalist, ki je diplomiral iz tolkal in izvedel številne evropske projekte v različnih glasbenih žanrih. Njegov prispevek k mentorstvu mladih glasbenikov v lokalnem okolju je neprecenljiv. Od leta 2001 je vodja zasedbe Percussion, s katero nastopa tako doma kot tudi na mednarodnih festivalih. Začetki njegovega delovanja pa segajo v leto 1993, ko je z vrstniki ustanovil skupino The Guitars. Marjana Kolar prejme zlato Jerebovo priznanje za 45 let delovanja na področju ljubiteljske kulture v občini Litija. Med letoma 1980 in 2005 je delovala v kulturno-umetniškem društvu Fran Levstik Gabrovka, najprej kot vodja ženskega, kasneje pa še moškega pevskega zbora. Je vodja kulturne sekcije Društva upokojencev Litija in zadnjih 17 let vodi mešani pevski zbor, ki se je pod njenim vodstvom razvil v enega najprepoznavnejših upokojenskih zborov, ne le v občini, ampak tudi širše. Zbor pod Marjaninim vodstvom uspešno sodeluje na domačih in republiških pevskih revijah, nastopal je tudi na Gospodarskem razstavišču Ljubljana in Cankarjevem domu ter nastopil na dnevu odprtih vrat v predsedniški palači leta 2015. Eugen Malis prejme zlato Jerebovo priznanje za 40 let delovanja na področju ljubiteljske kulture v občini Litija. Svojo glasbeno pot je pričel v letu 1985 z zasedbo Kapela La Chatelier, avantgardnim rock kvartetom, ki je v 14 letih delovanja izdal 4 albume ter prejel številne nagrade in pohvale kritikov. Trenutno ustvarja v litijski skupini Magrateja. Njegov vpliv na razvoj kulture v občini je izjemen, saj nudi podporo mladim glasbenikom, sodeluje pri organizaciji številnih odmevnih festivalov in je dolgoletni član Pihalnega orkestra Litija. Natalija Šuštar prejme zlato Jerebovo priznanje za 68 let delovanja na področju ljubiteljske kulture v občini Litija. Izhaja iz pevske družine in poje že od otroštva, kasneje je delovala tudi kot zborovodja. Njen oče je Miha Vahen, po katerem se imenuje eden od pevskih zborov kulturno-umetniškega društva Jevnica. Prepevala je v različnih pevskih sestavih, tudi izven občine, od leta 1980 pa deluje v Jevnici.
Ustanovila in vodila je ženski sekstet, ki je deloval med letoma 1990 in 2007. Leta 2005 je prevzela vodenje mešanega pevskega zbora, ki sodeluje na številnih prireditvah po vsej Sloveniji. Pri 88 letih Natalija postopoma predaja svojo dirigentsko palico mlajšim, a je še vedno pripravljena pomagati s svojim znanjem. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnikom Jerebovih priznanj za leto 2025. Pevsko društvo Lipa smo že slišali, še enkrat se nam bodo pridružili. Smo nekako razmišljali, katero bi še zapeli. Pa je ena, ki je seveda skoraj da obvezna, vedno takrat, ko se spomnimo svoje domovine in kot sem dejal, 25. junij je tik pred vrati. Slovenija, od kod lepote tvoje? Pevsko društvo Lipa. Nadaljujemo pa z občinskimi priznanji. Občina Litija podeljuje občinska priznanja za izjemne dosežke in prispevke na različnih področjih, kot so kultura, šport, izobraževanje, družbeno delo.
Ta priznanja vključujejo naziv častni občan, ki se podeljuje posameznikom, ki so s svojim delom in dosežki pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine. Zlata plaketa občine Litija, ki se podeljuje za dolgoletno uspešno delovanje in pomembne dosežke, ter priznanja župana, ki jih podeljuje župan posameznikom ali skupinam, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine. Tudi ta priznanja bosta izročila župan in podžupanja občine Litija. Na oder pa vabim prejemnike priznanja župana za leto 2025. To so Jože Kos, Helena Perko, Aleksander Jovanovič, Društvo Sožitje Litija in Šmartno, Vrtec Kreslička, Zdravstveni dom Litija, Gasilska zveza Litija, Planinsko društvo Litija, Prostovoljno gasilsko društvo Litija ter Pevsko društvo Lipa. Za dolgoletno vizionarsko delo na področju podjetništva, turizma in razvoja lokalne skupnosti ter prizadevnemu kulturnemu udejstvovanju priznanje župana prejme Jože Kos. Jože Kos je dolgoletni podjetnik in ustanovitelj podjetja Mizarstvo Kos ter več poslovnih združenj. Je predan mojster lesa in projektant, ustvarjalec vizijo in srčni povezovalec ljudi, narave in prostora ter ustanovitelj edinstvenega sedemčutnega muzeja Lesarius. Zaradi njegove velike predanosti lesarstvu, drevesom in rokodelstvu ga lahko upravičeno poimenujemo ambasador lesa. Jože je vsestranski in izredno uspešen na različnih področjih, tudi kot pevec, organist, zborovodja, kulturni in turistični delavec ter programski voditelj številnih projektov. Odkar je svojo poslovno dejavnost predal mlajši generaciji, lahko več časa posveti glasbi in prav glasbo bi rad spravil v vetrne orgle in to je njegov projekt, ki ga bo zaposloval v prihodnosti. Za izjemno predanost humanitarnim vrednotam, neutrudnemu delu na področju prostovoljstva in uspešnemu vodenju Društva podeželskih žena Gabrovka ter prizadevnemu udejstvovanju v širši noži lokalni skupnosti priznanje župana prejme Helena Perko. Helena je že vse svoje življenje aktivna na različnih področjih. Je članica in krajše obdobje bila tudi predsednica kulturno-umetniškega društva Fran Levstik Gabrovka. Več kot 30 let je bila aktivna v krajevni skupnosti Gabrovka in kar 3 mandate svetnica občinskega sveta Litija. Ves ta čas je bila in je še vedno aktivna članica številnih odborov ter svetov javnih zavodov. Rezultat njenega vestnega in prizadevnega dela so številni projekti, ki so bili izvedeni v tem času. Še kako je prepoznavna po 25-letnem vodenju Društva podeželskih žena Gabrovka, ki je bilo vrsto let gonilna sila dogajanja v kraju. Pravzaprav je še danes, saj je širši skupnosti poznana prireditev Gabrovka Tu sem doma, katero povezuje Antonov pohod ter ocenjevanje z razstavo povitih in sestavljenih potic. Njena zagnanost in volja do dela, predvsem pa ljubezen in skrb za soljudi so podrovali tudi temu, da se je vključevala v delo krajevnega odbora Rdečega križa Gabrovka in kasneje bila 8 let na čelu območnega združenja Rdečega križa Litija. Od leta 2016 je aktivna prostovoljka in društvena koordinatorica projekta Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Gabrovka. Je izvrstna pripovedovalka in ima velik smisel za lepo slovensko besedo, zato ni čudno, da jim mnogi svojci zaupajo pripravo poslovilnih govorov in teh se je nabralo preko 500. Še posebej velik izziv je raziskovanje, odkrivanje nekaj novega in nenehno želi nadgrajevati svoje znanje. Zato je skupaj s podeželskimi ženami iz Gabrovke pripravila knjižico receptov za pripravo potic. Vesela je, če lahko svoje znanje deli, še posebej, če je povabljena med učence domače osnovne šole.
Dolgoletno delovanje na področju nogometa in 60-letno uspešno delo v nogometnem klubu Litija priznanje župana prejme Aleksander Jovanovič. Aleksander Jovanovič Aco je v nogometnem klubu Litija aktiven 60 let, vse od leta 1965. Z 10 leti se je včlanil v pionirsko selekcijo in potem aktivno igral za vse selekcije več kot 20 let. Leta 1976 je igral za člansko ekipo Litije, ko se je uvrstila v slovensko ligo, kar je bil zgodovinski in največji uspeh litijskega kluba. Leta 1986 je opravil še sodniški izpit in delo v klubu dodal še sojenje tekem različnim selekcijam. Ko je končal z aktivnim igranjem, so ga povabili v upravni odbor in več mandatov je opravljal delo podpredsednika kluba. Ves čas je pomagal članski ekipi kot predstavnik kluba ali tehnični vodja ekipe, kar upravlja še danes. Ob 70. in 90-letnici je sodeloval pri izdaji knjige o nogometnem klubu Litija, tako s tem, da jo je uredil in natisnil. Svojim delom na področju nogometa je pomembno vplival k razvoju nogometnega kluba Litija in še danes, pri 70 letih, z veseljem in srčnostjo opravlja delo v klubu. Ob 50-letnici uspešnega delovanja in povezovanja otrok in odraslih s posebnimi potrebami in pomoč pri vzpostavitvi medgeneracijskega središča Šmelc priznanje župana prejme društvo Sožitje Litija in Šmartno. Društvo so ustanovili pedagoški delavci posebne šole pod vodstvom Regine Kralj. Glavna naloga društva je pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju in njihovim družinam. Deluje pod okriljem Zveze Sožitje, ki povezuje lokalna društva iz celotne Slovenije. Društvo je tesno povezano z osnovno šolo Litija, podružnico s prilagojenim programom. Člani društva se redno obračajo na člane izvršnega odbora z različnimi težavami in prošnjami. Strokovno svetovanje izvajata Marjeta Mlakar Agreš in Nataša Zupan Cvetežar, predsednica pa je že vrsto let Nežka Pirc. Njihova redna dejavnost so skupine za samopomoč, ki delujejo že 13. leto. Kvalitetno strokovno delo s člani poteka v razvojnem oddelku vrtca Litija, v podružnici s prilagojenim programom osnovne šole Litija in v enoti VDC Zasavje v Litiji. Ob 50-letnici uspešnega in ustvarjalnega delovanja na področju predšolske vzgoje ter vzornega sodelovanja z lokalno skupnostjo priznanje župana prejme vrtec Kresnička. Že vrsto let poplave močno zaznamujejo našo lokalno skupnost in poplave so botrovale, da se je vrtec Kresnička iz Kokaljeve domačije preselil najprej v podružnično osnovno šolo Kresnice, kasneje v prizidek tej šoli. V 70 letih prejšnjega stoletja smo v naši lokalni skupnosti sledili viziji, da je potrebno ustvariti takšne pogoje, da bodo imeli vsi otroci možnost obiskovati vrtec tudi na podeželju. Zato so se gradili objekti za predšolsko vzgojo po krajevnih središčih izven mesta Litija. Kolektiv vrtca Kresnička s predanim delom in strokovnostjo sooblikuje otroštvo številnih generacij in ustvarja varno, spodbudno ter ustvarjalno okolje za najmlajše. Svojo srčnostjo, zavzetostjo in strokovnim delom pomembno prispeva k razvoju predšolske vzgoje v občini. Vrtec Kresnička se povezuje z lokalno skupnostjo, aktivno sodeluje pri različnih dogodkih in projektih, hkrati pa uspešno sodeluje tudi z drugimi organizacijami in posamezniki. Njihov kolektiv s svojo srčnostjo, zavzetostjo in strokovnim delom pomembno prispeva k razvoju predšolske vzgoje v občini. Ob
Ob 70-letnici uspešnega delovanja na področju zdravstveno-preventivne dejavnosti in ohranjanju in nadgrajevanju odličnosti tudi v zahtevnih zdajšnjih časih, priznanje župana prejme Zdravstveni dom Litija. Zdravstveni dom Litija tudi danes s predanostjo, strokovnostjo in visoko kakovostjo opravljenih storitev uspešno odgovarja na sodobne izzive zdravstva ter ostaja ključna opora prebivalcem v skrbi za zdravje. Kljub zahtevnim in težkim časom Zdravstveni dom Litija doživlja rast in razvoj, kar je odsev zaveze kolektiva k izboljšanju zdravja vseh pacientov. Ne le, da nadaljujejo poslanstvo, temveč doživljajo obdobje, ko se utrjujejo temelji za prihodnje inovacije. Hkrati širijo obseg storitev z namenom boljšega prispevka k naši lokalni skupnosti, vse to ob okrepljeni kadrovski strukturi. Pomembne so investicije v izboljšavo infrastrukture in opreme, s čimer izboljšujejo kakovost in učinkovitost storitev. V zadnjem letu so uspešno prenovili prostore pediatričnega dispanzerja in nadgradili preventivno zdravstveno varstvo s promocijo zdravega načina življenja v Centru za krepitev zdravja. S projektom Generacija rešuje življenja in širjenjem mreže prvih posredovalcev pa še toliko bolj poglabljajo vezi z lokalnim okoljem. Te se bodo prav gotovo še bolj poglobile in povezale v prihajajočem skupnem izzivu, izgradnji satelitskega urgentnega centra z nadgradnjo prostorov za širitev programa. Ob 70-letnici uspešnega, predanega in družbeno odgovornega delovanja v službi varnosti in pomoči občanom ter za pomembno vlogo pri povezovanju gasilskih društev v občini Litija priznanje župana prejme Gasilska zveza Litija. 24. julija 1955 je bila ustanovljena občinska gasilska zveza Litija. Združevanje gasilskih društev na območju občine Litija v gasilsko zvezo je potekalo prostovoljno. To je bila tudi zgodovinska sprememba, ki je pomenila stalni vzpon razvoja prostovoljnih gasilskih društev. Hkrati pa to pomeni 70 let dejavnosti humanitarne narave, ki zagotavlja zaščito prebivalcev. Visoki jubilej je vreden spoštovanja vseh, ki so kakorkoli delovali v okviru Gasilske zveze Litija, hkrati pa je dokaz dobre organiziranosti prostovoljnih gasilskih društev. V občini Litija, ki bo imela kmalu 16.000 prebivalcev, za njih skrbi 12 prostovoljnih gasilskih društev. Gasilska zveza je povezana v regijsko, ta pa v Gasilsko zvezo Slovenije. Poleg požarov smo v zadnjem času priča številnim naravnim nesrečam, kot so plazovi, poplave, žled in prometne nesreče na glavnih prometnicah, in prav v takih situacijah gasilci nenehno potrjujejo, da jim je skrb za sočloveka in njegovo premoženje na prvem mestu. Ob 120-letnici uspešnega in predanega delovanja ter povezovanja različnih generacij na področju planinstva, pohodništva in alpinizma priznanje župana prejme Planinsko društvo Litija. Planinsko društvo Litija neguje tradicijo, na katero so ponosni in obenem hvaležni prednikom, ki so s prostovoljstvom in ustvarjanjem bogatili življenje ljudi. Zavedajo se izzivov današnjega časa, ki tradicionalne vrednote planinstva postavlja na preizkušnjo. Članstvo, ki se je ustavilo okoli številke 400, je aktivno v različnih dejavnostih in pomembno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter tradicije občine. Njihova skrb za varne in vzdrževane planinske poti ter urejene markacije omogoča številnim pohodnikom brezskrbno raziskovanje okolja. Posebno skrb namenjajo vzgoji in izobraževanju članstva. Ni naključje, da Planinsko društvo Litija sodi med najbolj prepoznavna društva v okviru Planinske zveze Slovenije. Že 50 let vzorno upravljajo z Badjurovo krožno potjo, 30 let izdajajo društvena glasila, ki so tako kot obvestila obogatena s posebnimi umetniškimi ilustracijami Marije in žal že pokojnega moža Pavla Smoleja. Več kot 40 let organizirajo planinske tabore za otroke in v zadnjih 20 letih tudi tabore za družine.
Ponosni so na obnovljen planinski dom na Jančah, s katerim dobro gospodarijo, kakor so tudi ponosni na številne dogodke širšega značaja, ki so jih organizirali v preteklih letih. Ob 140-letnici neprekinjenega in uspešnega delovanja ter za zvesto nadaljevanje bogate tradicije gasilstva v Litiji priznanje župana prejme prostovoljno gasilsko društvo Litija. V letih med 1880 in 1885 so Slovenci preživljali težke čase, saj je bilo ponemčevanje slovenskega naroda prisotno vse povsod. Takratne oblasti so načrtno izkoreninjale vse, kar je bilo slovenskega, zato so se zatirani Slovenci začeli združevati v razna društva, od kulturno-prosvetnih, pevskih do gasilskih. V Litiji so tako ustanovili odsek požarne obrambe, ki je deloval v okviru požarne obrambe Šmartno in je štel 47 članov. Med drugo svetovno vojno je delovanje društva povsem zamrlo, veliko gasilskega inventarja se je izgubilo ali uničilo, vendar so gasilci po vojni društvo uspeli ponovno oživeti in povezati z drugimi društvi. Danes je prostovoljno gasilsko društvo Litija osrednje društvo občine Litija, 4. kategorije ter gasilska enota širšega pomena, za kar ima z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje sklenjeno pogodbo. Gasilski dom ob Ljubljanski cesti je že davno premajhen za vse dejavnosti, ki jih izvajajo. Zato že kar nekaj let intenzivno se išče lokacija za izgradnjo novega centra za zaščito in reševanje, v katerem bi imel svoje prostore tudi PGD Litija. Nesebično delo, pogum, predanost pri zaščiti življenj, premoženja in okolja predstavljajo izjemno dediščino prostovoljnega povezovanja in zaupanja v skupnosti. Pomembne in neprecenljive so aktivnosti gasilcev za prenos gasilskih vrednot na mlajše generacije. Ob 140-letnici neprekinjenega delovanja za izjemen prispevek v ohranjanju in negovanju slovenske pevske tradicije ter prenos ljubezni do petja na mlajše prejme priznanje župana Pevsko društvo Lipa. Pevsko društvo Lipa je drugo najstarejše pevsko društvo v Sloveniji. Skozi zgodovino je zvesto ohranjalo slovensko narodno in umetno pesem ter skupaj z drugimi društvi stalo na branikih slovenske narodne zavesti in jezika. Skladatelj in dolgoletni pevovodja Peter Rep je svojim življenjem in delom pustil globok pečat v društvu Lipa in pevski zbor povzdignil na visoko strokovno raven, na kateri vztraja še danes močno pomlajena Lipa. Trenutno v društvu delujeta dve skupini, moška in ženska vokalna skupina, ki priložnostno oblikujeta tudi mešani pevski zbor. Moško vodi Žiga Tori in žensko Erik Schmidt. Pevsko društvo Lipa je nedvomno med glavnimi nosilci kulturne dejavnosti v občini Litija. Z ubranim petjem oplemeniti številne občinske in državne prireditve. Občino pa vsako leto ponosno zastopa na mednarodnih srečanjih in prireditvah. Njihova glasba povezuje ljudi, ohranja pevsko tradicijo in navdihuje nove generacije. Tako člani moške kot tudi ženske vokalne skupine so zgled vztrajnosti, ustvarjalnosti in ljubezni do petja. Hvala lepa in čestitke vsem letošnjim nagrajencem oziroma prejemnikom priznanj župana. No, nam pa sta ostali še dve priznanji, dve nagradi za delo v preteklosti. In sicer
Ob 140-letnici neprekinjenega delovanja na področju kulture, izobraževanja, vzgoje in informiranja ter za izjemen prispevek širjenju bralne kulture med otroki in odraslimi, zlato plaketo občine Litija za leto 2025 prejme javni zavod Knjižnica Litija. Knjižnica Litija je vzorna naslednica Slovenskega bralnega društva, ustanovljenega pri družbi svetega Cirila in Metoda leta 1885 ter svojo predanostjo ohranja in nadgrajuje njegovo bogato dediščino. Njena vloga daleč presega zgolj knjižnično dejavnost, saj poleg spodbujanja ljubezni do knjige in širjenja literarne pismenosti, svojim sodelovanjem na številnih prireditvah pomembno soustvarja kulturni utrip občine in spodbuja osebno rast njenih prebivalcev. Svojo odprtostjo in podporo kulturnemu delovanju predstavlja zgled aktivnega sodelovanja in povezovanja javnih zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov. V zadnjih letih namenja posebno pozornost domoznanski dejavnosti in ohranjanju lokalne identitete. Hvala lepa Knjižnici Litija, prejemnici zlate plakete občine Litija za leto 2025. In še ena čudovita stvar. Razglasili bomo častnega občana občine Litija za leto 2025. Za častnega občana se imenuje Dušan Hauptmann. Odločitev temelji na dejstvu, da je svojim dolgoletnim delom na področju športa, zlasti košarke, pustil neizbrisen pečat tako na lokalni kot državni in mednarodni ravni. S predanim delovanjem v lokalnem okolju je pomembno prispeval k promociji športnih vrednot ter ugledu občine Litija. Oglejmo pa si še kratek video. Bravo, Dušan, bravo, Dušan. Dušan Hauptmann je eden najboljših in najuspešnejših slovenskih košarkarjev. Košarkarsko pot je začel v košarkarskem klubu Litija in nato v dresu Olimpije odigral kar 17 sezon ter se košarkarsko upokojil pri svojih 38 letih. Tudi po igralski upokojitvi je ostal zvest Olimpiji, nekaj časa kot trener v mlajših kategorijah, krajše obdobje še funkcionar. Pozneje je vodil še Koper, Elektro in Zagorje in se nato zaposlil na Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport. V začetku leta 2023 so v klubu Cedevita Olimpija upokojili njegov dres s številko 10, pri čemer je Dušan šele tretji košarkar z upokojenim dresom, ki visi pod stropom ljubljanske dvorane Stožice. Dušan Hauptmann je kljub vrhunskim dosežkom ostal preprost, predvsem pa je ostal ponosen Litjan, ki je svojo občino promoviral doma in po svetu. Kot vrhunski športnik je navduševal več generacij mladih občank in občanov ter tako širil tradicijo športa v občini. Spodbujal je k promociji športa in zdravja ter širil vrednote, kot so trdo delo, disciplina, vztrajnost, povezanost in ekipni duh.
Veliko sled je pustil tudi na lokalnem političnem prostoru, saj je bil kar 5 mandatov član občinskega sveta in sveta mestne skupnosti Litija, kateremu je predsedoval v obdobju 2014-2018. Ponosni smo na športne dosežke Dušana Hauptmana in na njegovo prepoznavno pripadnost našemu lokalnemu prostoru. Hkrati smo mu hvaležni za promocijo športnih vrednot in tudi občine Litija doma in v tujini. Dušan Hauptman je sam, ali bo tudi on zadev, tako je, še ena trojka. Milc Olimpija je zmagovalec Evropskega pokala sezone 1993-94. Hvala lepa. Nisem planiral noben govor, ampak vseeno bom povedal to, kar mislim, kot vedno. Izredno sem počaščen, nikaj temu priznanju. Nisem pričakoval, resnično povem, sploh zadnja 4 leta, ker sem bil nekako v ilegali zaradi težav, bolezni in tako priznanje bom povedal, pa mogoče se sliši slavno, mi siguren da dodatne moči, da še naprej bijem bitko, ki jo pač bijem. Po drugi strani pa prijetno slišati, da se še spomnite na moje dosežke v športu in delo v lokalni skupnosti. Hvala lepa občinskemu svetu, županu, občine Litija, vsem, ki ste to pač predlagali me, res iskreno hvala lepa. Iskrene čestitke vsem dobitnikom letošnjih priznanj, plaket in seveda Dušanu za ta res velik naziv in njegovo delo cenimo res i vsi, ki smo tukaj. Za trenutek, preden gremo sedaj še k kulturi, bomo uživali ob res prijetnih melodijah in čudovitem glasu, saj po mojem mnenju, ki se ga ne morem naposlušati, bi za trenutek povabil na oder še ministra za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinka Logaja. Župan bi mu rad v zahvalo izročil srebrnik občine Litija. Ja, gospod minister, iskrena vam hvala za te prepričljive in zelo nazorne besede, ki ste jih nocoj povedali o pomenu našega praznika. V zahvalo pa seveda Litija ne gre brez litijskega srebrnika. To je na nek način tudi eden od naših prepoznavnih, se pravi, atributov preteklosti, na katerega smo zagotovo izjemno ponosni in ga želimo gojiti tudi v prihodnje kot en zahvala za ta današnji prečudoviti večer. Hvala. Slovenija ima veliko lepih glasov, ženskih in moških. Pravijo, da smo nekako že po duši pevci. Meni sicer posluh ni bil namenjen, nekje sem se izgubil, ko ga so delili, ampak nič hudega, za sebe vedno rad kaj zapojem. Je pa glas in je glas. In ko zaslišim pevko, ki se nam bo predstavila v nadaljevanju,
pravzaprav utihnem in onemim. Pri marsikom pojem zraven, tu pa le poslušam in uživam, kako ta glas izredno boža. Severa Đurin, slovenska pevka, glasbenica in likovnica. Svojo glasbeno pot je začela kot pevka v skupini Olivia, kjer je sodelovala z bratom Galom Đurinom. Njena glasba pa združuje elemente džeza, popa, roka s poudarkom na minimalističnem in mirnem zvoku. Leta 2020 je izdala tudi svoj prvi samostojni album Ali je še kaj prostora. In kot sem rekel, znana je po svojih čustvenih, intimnih nastopih, ki pritegnejo številne obiskovalce. Spremljal jo bo Dejan Lapanja, slovenski kitarist, multiinstrumentalist, producent in tonski tehnik, ki ima magisterij iz džezovske kitare in deluje v različnih glasbenih projektih, tako mainstreamovskih kot alternativnih. Sodeluje z mnogimi glasbeniki, Severo, Katarino Juvančič v zasedbi Bakalina Velika. Njegova glasba je električna in združuje različne glasbene zvrsti, kar govori o njegovi vsestranskosti. Na odru Kulturnega centra Litija Severa Đurin in Dejan Lapanja. Hvala lepa za tako napoved. In hvala, da so lahko povabljena sem kot kulturni doprinos k današnjemu festivalnemu dnevu. Bova vam zapela nekaj pesmi, smo rekli, da bo mini koncert, ampak ne bo predolg, tako da ne boste razmišljali o tem, so midva razmišljala namesto vas. In bomo kar začeli z svetlo pismijo, Sonce. Sonce ti od nekdaj gori, gori, gori.
zlati flag, ki govori, dvigne ti telo in posuje ti dni, zlatimi tremi bleščicami, zlatimi tremi bleščicami. Sonce ti od nekdaj gori gre. Ni oblakov, ne Hvala lepa. Kadar sva sama, se jokam in mislim. Kadar sva sama, utripam in dišim. Zdaj, ko sem s tabo svet leti glavo, ki me vrne na okrog. Vse je lažje tisočkrat in tisočkrat le, da je prav tako. Kadar sva sama, gledam in molčim. In ko sva znana, preprosto si želim, da bi želela si še bolj, čeprav želeti si še bolj se res ne da. Da bi ti dala vse in več kot vse in tisto malo, kar sem jaz. Preden stečem spet stran v lasten svet, daj poljubi me, ne ustavljaj se. Seveda blogi pa poteki, ni nikogar, kjer je mrzlo in temno. Se veš, da vsak je vedno sam in kdor prizna si, da je sam, ta ni več sam, ta ni več sam. Kadar sva sama, te gledam in molčim. In ko sva znana, preprosto si želim, da bi želela si še bolj, čeprav želeti si še bolj se res ne da. Da bi ti dala vse in več kot vse in tisto malo, kar sem jaz. Preden stečem spet stran v lasten svet, da poljubi me, ne ustavljaj se. Se veš, da blodi pa poteki, ni nikogar, kjer je mrzlo in temno. Se veš, da vsak je vedno sam in kdor prizna si, da je sam, ta ni več sam.
stežem spet stran v lasten sveta. Daj poljubi me, ne ustavljaj se. Se vedno blodi po poteki, ni nikogar, kjer je mrzlo in temno. Se vedno vsak je vedno sam in kdo prizna si, da je sam, ta ni več sam. Kadar se sama odpiram okna, Hvala lepa. Evo, to čudovito pesem je napisal moj dragi brat Gal. Jaz sem pa pred kratkim strnila svoje avtorske glasbene ideje, ki sem jih kar dolgo časa nabirala v plošči Pomlad. In zdaj pa ena iz tam, naslov pa je Pule. In ker toliko orjemo vsak v svoji skupnosti, vam nekako še bolj pošiljam to pesem. Polja, polna sanj, polja. Le naprej, ne nazaj, mi živimo, kamor hočeš, veš za. Kaj? Kam? Zmoraš naprej med padlimi sveti dej stoja. Polja in pomlad orjaš. Svoj nasad, ki ga imaš rad, kamor koplješ, je zaklad stoja.
takšne barve zaznorit, barve našla svojo večnost zdaj in ne pretiravam. Raj zemlja se odpira proti dnu, skale se valijo brez glasu in moj samotni veter se zaganja brez miru. Plameni mi grejejo telo, iskre ne begajo in moj rumeni ogenj se dviga pod nebo. Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov zrak. Čez krov in moje temne gore, zelo mi
da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime, moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil noč. Avtorska v tem smislu, ampak iz zlate dobe 60-ih, Dušan Velkavrh in Jure Rubežnik. Zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, ognju v neskončnem telo zažari. So svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsakeg oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobri ljudje in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh
povedala tako, kar včasih naredijo v avtokampih na onih terasah. Dober dan, we'll be here always, vidimo se večer. Tako da hvala lepa še enkrat in naj vam bo toplo še naprej in proslavimo vaš dan, naš dan. Hvala. Čakaš občutek, da je res, kar se zdi. Moraš nujno domov, po vse drobne stvari. Spet čakaš trenutek, ko zagledaš oči. Razliti se vanje med dolmune noči. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. Kot zeleno poletje, ognjo, kot srebrno nebo. Jaz ne vem, ti ne veš, on ne ve, mi ne vemo, nimamo več nič, razen srca. Vse se menja, živi, vse stoji kot stara ura. Sprejeti to, jedi to, razumeti to, da želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je toplo, 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 toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo, svetlo. Kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. Želim si, da grem tja, kjer je toplo. Želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je
Hvala lepa Severi in Dejanu. Bilo je tako lepo, da se moram tudi sam kar malo usesti in uživati še naprej. Prišli smo do konca tudi letošnje osrednje prireditve ob občinskem prazniku in dnevu državnosti, ki ga praznujemo 25. junija. Toliko je bilo v teh pesmih čustev in lepih stvari, ki bi jih rad sedaj poslal vsem tistim, ki trpijo. Na vsa tista preštevilna bojišča po svetu, tudi ne tako daleč od nas. Verjamem in upam, da se bo svet slej ko prej tudi spametoval. Bi pa rad omenil še enega jubilanta. Ne bomo podelili priznanja, ne župana, ne karkoli drugega. Morda pa se zgodi v letu ali dveh, da bo ta jubilant ali jubilantka zasijala v novi sodobni podobi. Govorimo o tejle dvorani. Stara je 100 let. In ja, si zasluži tudi ona. Kaj vse je že doživela, kaj vse je že slišala in ostaja prijazna do vseh nas, čeprav ji zob časa ni namenil ravno samo lepih stvari. Zadnja poplava je odnesla tiste lepe rdeče fotelje. In po 100 letih morda res počasi nastopi čas in če so danes dovoljene tudi kakšne želje, bom rekel, morda se čez leto dni srečamo nekje drugje v nadomestnih prostorih, da se za 20. obeležitev praznika vrnemo spet nazaj v to dvorano, v njeni svečani in sodobni podobi. Ob 100-letnici dvorane Kulturnega centra se pripravlja tudi kampanja 100 obrazov 100 let, v katerih bodo pravljavci posneli izjave 100 posameznikov, ki so na različne načine povezani s to dvorano. Cilj kampanje je, da se poudari družbeni pomen, ki ga je v vseh teh letih imela ta dvorana. V njej so se veselili, se smejali, jokali, uživali v predstavah, koncertih in filmih, sklepala so se nova poznanstva, utrjevala stara prijateljstva in ogromno zgodb. In morda v prihodnosti kakšno tudi obudimo in slišimo. Nekoč je živel star kmet, ki je imel le enega konja. Nekega dne je konj pobegnil, sosedje so prišli k njemu in rekli: kako nesrečno, izgubil si svojega konja. Kmet pa je mirno odgovoril: morda. Naslednji dan se je konj vrnil in s seboj pripeljal še 3 divje konje. Sosedje so prišli k njemu in rekli: kako srečno, sedaj imaš 4 konje. Kmet pa je spet čisto mirno odgovoril: morda. Naslednji dan je kmetov sin poskušal ukrotiti enega od divjih konj, a je padel in si zlomil nogo. Sosedje so prišli k njemu in rekli: kako nesrečno, tvoj sin si je zlomil nogo. Kmet pa tako kot vedno mirno: morda. Naslednji dan so prišli vojaki v vas, da bi vzeli mlade moške za vojno. Kmetov sin zaradi zlomljene noge ni bil primeren za služenje vojske. Spet so prišli sosedje in rekli: kako srečno, tvoj sin ni šel v vojno. Kmet pa je še enkrat več odgovoril: morda. Ta zgodba nekako uči, da je življenje polno nepričakovanih dogodkov, ki jih ne moremo vedno oceniti kot dobre ali slabe. Modrost je v sprejemanju teh dogodkov z mirnostjo in potrpežljivostjo. Bodite srečni, bodite veseli in kot sem dejal, čez leto dni bo morda na vabilu druga lokacija, potem pa čez 2 leti spet tukaj. Srečno in lahko noč.